Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu. Pred nami je tekma 11. kroga med domačim Rudarjem in gostujočo ekipo Domžal. To bo 60. okroglo srečanje teh dveh ekip na stadionu ob jezeru, oziroma, če smo čisto natančni, 29. tekma na tem stadionu pred velenjsko publiko. Danes torej boj zadnje uvrščene ekipe Rudarja in trenutno četrto uvrščene ekipe Domžal. Leta 2017, torej, ko so zmagali v Domžalah z 1-0. Ibrahimi iz kota, strel z glavo in 1-0. 1-0. Zadetek za Domžale že takoj v 7. minuti. Strelec pa Dario Melnjak. Dario Melnjak torej pelje Domžale v vodstvo. Poglejmo zdaj v počasnem posnetku. Takole se je žoga odbijala. Bolha na drugo stran zdaj. Pušavar je bil tisti, ki je poskušal s podajo kazenski prostor. Podajo kazenski prostor, dobro so zdaj izbijali Domžalčani. Pa poskus Arapa je to bil, pa še vedno. Kar res ni ravno spet nek impozanten podatek, a vseeno trikrat več so. Ali bo 32. minuta tista, v kateri bomo lahko vpisali zadetek za 1-1. Še vedno traja napad Velenjčanov. Pušavar. Podajo kazenski prostor, tam sta bila Tučić in pa nekaj zdaj ping-ponga tamle med glavami nogometašov. Hitro je Hrubik zdaj podal nazaj. Ja, Velenjčani zdaj stopnjujejo tempo, kajti želijo si priti do izenačenja. In prišlo je do izenačenja v Velenju. 5 minut pred koncem rednega dela. Dejan Milić pa je moral zdaj priznati, da ob tej akciji, tudi morda z nekaj sreče, dolga podaja je to bila in Tim Vodeb je takole. Pri žogi je Kašnik, Kašnik strelja na gol in zadetek Kašnika. Kakšna mojstrovina štirice Velenjčanov. Velenjčani pa do preobrata na domači zelenici, potem ko so zaostajali dolgo časa, globoko v drugem polčasu, ko je najprej za izenačenje poskrbel Tim Vodeb, pa zdaj Sikošek s podajo pred gol. Domžalčani so zdaj tisti, ki lovijo točko v Velenju, potem ko so imeli praktično celotno srečanje, cel komplet v svojih rokah, bom raje rekel v nogah. Ja, najprej čestitke fantom, ki so danes verjeli do zadnje minute, da lahko zmagamo. Igrali smo dobro, v zadnjih krogih nas to ni nagradilo. Danes pa tisti prvi dokaj srečen gol, izredna spretnost Vodeba, potem izjemen gol Kašnika, na drugi strani pa mislim, da smo se danes res trudili, res vložili ogromno energijo v to tekmo. Fantje so želeli, hoteli in to jih je tudi na koncu nagradilo. Videli se je tretja tekma v nizu, nekako nismo zdržali tega zaključka, drugače nekako smo imeli vse pod kontrolo. Ta prvi zadetek nam je dopuščal, da smo nekako se potem dobro branili, enostavno pa si ne bi smeli dopustiti take napake, da iz neke dolge žoge pride do zadetka, tako da nikaj, gremo naprej.